Znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lili Sorum. Znova zanimiva tema. In sicer odgovor na enega izmed najbolj pogostih vprašanj, ki jih dobivam od vas že kar nekaj časa. Kaj pomeni, ko vidim, ko opazim, ko zaznam, ko se mi prikaže tu pa tam moj rojstni datum. Se pravi, ne glede na to, ali govorimo o uri, mogoče o registraciji, mogoče nekje na televiziji in tako naprej. Kaj pravzaprav zdaj to pomeni, te moje cifre? To je vedno potrditev. Lejte, števila, ki sestavljajo vaš rojstni dan, so tista števila, ki so vam dobesedno položena v zibko. Mogoče na števila gledamo malo drugače, ker nismo navajeni jih interpretirati na numerološki način, ampak prav vsa števila, ki sestavljajo vaš rojstni datum, se pravi, jaz sem rojena 12.8.1900, glih zaletelo se mi je, se pravi 1, 2, 8 in tako naprej. Vse to so števila, ki mene vedno v življenju podpirajo, saj sem rojena na ta dan. Se pravi, če jaz vidim na uri 12.08, če morda to vidim na registraciji, morda vidim na nekem zapisu, v neki publikaciji, ni pomembno kje, pomeni, da mi življenje sporoča, da sem na pravi poti. Pomeni pa tudi, da naj prisluhnem tem številam. Zdaj, mi smo časovno čist preveč omejeni, da bi se poglabljali v vse možne kombinacije, kaj pomeni vsak rojstni dan, zato naredimo takole. Tisti, ki vas resnično zanima, kaj vam sporoča vaš rojstni dan, mi ga zapišite v komentar, obljubim, da se potrudim v nekem doglednem času vam vsem odgovoriti, tudi če boste komentirali, ko bo ta oddaja že zdavnaj mimo. Sicer pa, seštevek našega rojstnega dneva je število življenjske poti. To je po mnenju mnogih numerologov naše najbolj pomembno, tako imenovano osebno numerološko število. Ja vem, vse so pa števila pa malo zmede. 5 osebnih števil nam pomaga razumeti, kdo mi smo, kaj so naši talenti, kaj je naša pot, kaj je naše poslanstvo, v čemu smo dobri. Kaj nas čaka na področju partnerstva, odnosov, odnosa do sebe? Kako in zakaj nas včasih okolica tudi napačno razume? Kaj nam prinaša naša zrela leta? V čem bomo uspešni? Kje se bomo spotikali? Zakaj se bomo spotikali? Kje so naši karmični zapisi? In še mnogo kaj. Ampak število življenjske poti je seštevek rojstnega datuma in kot takšnega ga ne moremo spremeniti. Kajti eden izmed zelo popularnih storitev, paketov pri meni je tudi svetovanje pri spremembi imena, se pravi dame, ko se poročate, pa tudi izbira imena za dojenčka. In moram reči, prejšnji teden, ko je bila zelo močna polna luna v Škorpijonu, komaj sem vas dohajala. Ogromno otročkov se je odločilo priti na svet prej in moram reči, da šele v petek smo resnično zaključili z zadnjimi izbirami imena. Torej, vsa ostala števila vsebujejo tudi črke našega imena in priimka, ki jih lahko spremenimo, se pravi, da ne bom predolga v uvodu. Naš rojstni datum nas podpira, kajti razlaga našega rojstnega datuma je pravzaprav pot, po kateri stopamo, naši talenti, naše moči, vse tiste naše lastnosti, katere pa si mi morda včasih preveč kritično razlagamo drugače, kot jih morda dojema svet. Se pravi, spodaj je tudi link, kjer si lahko pogledate več različnih razlag števila življenjske poti. Ko zagledamo svoj rojstni datum na uri, bodimo pozorni na to, o čemu smo razmišljali. Ali ste ravno kar tuhtali, kaj morate v trgovini kupiti, ali ste razmišljali o tem, kako vam gre šef na živce, ali ste razmišljali o tem, kako boste pripravili romantično presenečenje. Kaj je bilo v vaših mislih, ko ste zagledali svoj rojstni datum in kakšen občutek se je pojavil? Kajti v zelo redkih primerih pa pomeni tudi, da pojdite svojo pot naprej. Velikokrat v življenju smo postavljeni pred odločitve, v katerih moramo postaviti svoje najvišje dobro pred potrebe, sebične potrebe drugih. Veliko oddaj sem posnela o postavljanju meja, poiščite jih na mojem YouTube kanalu Zavihek osebna rast, zelo veliko konkretnih, takih učinkovitih nasvetov, kako se postaviti zase, vas tam čaka. Včasih naš rojstni datum želi povedati, da je prav, da se osredotočamo na sebe tako, da zapustimo tiste scenarije, tiste odnose, tiste pogovore, pogajanja, pregovarjanja, ki za nas niso dobre. Zato je pomembno, da se zavedamo, kje smo v trenutku, o čemu smo razmišljali, kaj nam je hodilo po glavi in malo tudi, kje smo opazili rojstni datum. Torej, če zdaj govorimo o uri, običajno je sporočilo povezano z neko časovno komponento. Če vidimo naš rojstni dan na registraciji avtomobila, je nekako povezano s premikom naprej, z avtomobilom se vendarle premikamo.
Če je to vozilo dirkalo 400 na uro in je bilo zelo nervozno, pomeni, da je že skrajni čas, da se premaknete. Če je bilo pa to vozilo morda parkirano, pa lahko pomeni, da dajte času čas. Veliko stvari vpliva na to, kaj pravzaprav v resnici prinaša poglobljena razlaga sporočila, ki ga vidimo. Velikokrat pa je tudi naša intuicija tista, ki nam v danem trenutku, ko nekaj zaznamo, ko nekaj pritegne našo pozornost, pa je to lahko naš rojstni dan, morda belo pero na tleh, morda neka posebna oblika oblaka. Marsikaj pritegne našo pozornost in nam prinaša sporočilo, in če se le umirimo, običajno znamo prepoznati, kaj to sporočilo je. Zdaj pa tako, rekli smo, vsaka številka nekaj pomeni. To pa lahko naredimo kar na hitro. Če imate veliko enic v svojem rojstnem datumu ali če je seštevek 1, običajno to pomeni, da je prav, da izbirate svoje poti, način delovanja tako, da ste vi samostojni. Vi ste varni takrat, ko se vi odločate za sebe, ne drugi. Se pravi, če imate veliko enic in vidite svoj rojstni datum, se vprašajte, ali v danem trenutku v življenju se vi odločate ali morda ste prisiljeni v neko izbiro. Kar pravzaprav zelo podobno velja tudi za dvojke. Če imate veliko dvojk v svojem rojstnem datumu ali je seštevek vašega rojstnega datuma 2, se vprašajte, koliko izbir je pravzaprav v resnici vaših. Za vse tiste, ki imate močno dvojko tudi sicer v svojih osebnih številih, velja, da radi postavljate druge na prvo mesto, se radi prilagodite in da včasih malo sebe povozite. Se pravi, če so dvojke tiste, ki prednjačijo, v katerih situacijah nekako sebe vedno znova postavljate na stranski tir, je lahko vprašanje. Trojka vemo, da nosi srečo, trojka pa lahko pomeni tudi, da se dajmo malo sprostiti, da bodimo bolj igrivi, da ne vsake stvari tako zelo smrtno resno jemati, da ne zapenjati, ampak da bodimo tako kot mačji mladiček. Resnična trojka je fenomenalen simbol za trojko je mačji mladiček. Kaj naredi, če žogico izgubi? Joka, gre na terapijo, ne je, ne spi, v depresijo pade. Ali gre loviti muho, metulja, drugo žogico, svoj rep. Torej, dragi moji, ali je možno, da v določeni situaciji lovite svoj rep, namesto da bi kreirali več radosti, več igrivosti? To je recimo lahko tudi ena izmed razlag. Štirka, tisti, ki imate veliko štiric v svojem rojstnem datumu ali seštevek rojstnega datuma 4, kako lahko bolj strukturirate svoj način funkcioniranja? Kako si lahko morda olajšate neko izbiro ali nek dosežek s tem, da ga razdrobite na korake? Tudi sicer to vedno velja za tiste, ki imajo močno štirko, ampak tudi če vidimo nekaj, kjer je veliko štiric, po eni strani nam želi vesolje sporočiti, da smo varni, po drugi strani pa, da dajmo se stvari lotevati bolj sistematično, bolj strukturirano. Obratno velja za petke. Petka je dinamična energija, petka je energija spremembe, spontanosti, strasti, prepovedanega. Se pravi, kje morda ste se pa nekoliko zataknili? Če imate veliko petko v svojem rojstnem datumu ali seštevek rojstnega datuma 5, je torej sporočilo, kako ste lahko bolj svobodni. Kako ste lahko v dani situaciji, ne glede na to, kako zelo omejujoča je, ne glede na to, kako se morda zdi, da nimate izbire, lahko bolj svobodni, bolj sproščeni, bolj neomejeni. Izbiro, dragi moji, imamo vedno. Ok, šestice so tiste, ki so znane po romantiki, domu, družini, lepoti življenja, se pravi, kako lahko olepšate svoje življenje in pa predvsem svoj odnos do sebe. Šestice so resnično slavne po tem, da sebe dobesedno žrtvujejo v imenu ljubezni. Se pravi, če velikokrat vidite šestico, tudi sicer je lahko vprašanje, ali sebe ljubite na zdrav način. Sicer pa, če imate veliko šestic v svojem rojstnem datumu in se vam vaš rojstni datum prikazuje, pomeni, da se vračate sami k sebi in vprašate, česa si vaše srce želi. Ne tuje, ne glava, ne preteklost, ne prihodnost, ampak vaše srce. No, kaj pa pravi vaš razum, pa se skriva v številu 7, se pravi, če imate veliko sedmic v svojem rojstnem datumu, če imate seštevek rojstnega datuma 7, je vedno prava pot po stezici razuma. Ko vi nekaj razumete,
ko lahko nekaj argumentirate, če tudi se cel svet ne strinja z vami, se s tem lažje soočate, to lažje nekako prebrodite in še lažje dosegate uspeh. Se pravi, če velikokrat vidite sedmico, morda pa je nekje potrebna malo bolj podrobna analiza, ampak z druge plati zgodbe. Velikokrat gledamo isto stvar z različnih zornih kotov, seveda so potem naše razlage različne. Če grem gledat spomenik Prešerna, pa gledam njegov hrbet, je razlika, če gledam njegov obraz. Čeprav gledam v obeh primerih isti spomenik. Se pravi, sedmica je tista, ki pravi, raziščite, analizirajte in predvsem pogledajte drugo plat zgodba. No, osmico imamo radi, ker slovi po tem, da manifestira in da je povezana z obiljem. Če jo imate v svojem rojstnem datumu, pa vam lahko prinaša izzive lastne vrednosti. Se pravi, tisti, ki imate veliko osmice v rojstnem datumu ali seštevek 8, pomeni, da vam lahko vaš rojstni datum sporoča pravzaprav, da dvignete lastno vrednost, lastno dragocenost, svoje cilje, svoje dosežke, kako ste lahko bolj podjetni, bolj produktivni, bolj pravzaprav vi. In se veste, kaj spravim? Odločnost vodi v odličnost. Se pravi, kje ste morda, se opravičujem izrazu, malo prepoceni, kje prehitro strežete, preveč strežete in tako naprej. Se pravi, kadarkoli nekako mimo nas dirka osmica, nam želi povedati, da si zaslužimo veliko, največ in najboljše. In pa še devetka. Devetko vemo, da povezujemo s sočutjem, s celovitostjo, s celim svetom, zdravljenjem, pa tudi s preteklostjo. Torej, če imate veliko devetke v svojem rojstnem datumu, seštevek rojstnega datuma 9 in velikokrat vidite svoj rojstni datum, je najverjetneje sporočilo, da dajte sprejemati. Dajte sprejemati v prvi vrsti sebe z maksimalno mero sočutja in nato tudi tiste, ki so od vas zelo drugačni. Morda pa je sporočilo ravno v tem. Kako lahko pogledate stvari z drugega zornega kota in ne obsojate sebe, da niste takšni, kot bi si morda želeli druge. Devetka je tista, ki zaobjema vse energije števil, zato tudi prinaša zdravljenje. Če se vam velikokrat pojavlja tudi sicer v vsakodnevnem življenju, vam prinaša sporočilo, da dajte sebe objeti, da namenite veliko časa sebi in počnite tiste stvari, ki so za vas pravzaprav zdravilne. Takole, jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala zdaj le tole od 1 do 9 in da tudi sicer, kadar se vam neko sporočilo oziroma neko število velikokrat ponovi, boste zdaj vedeli zakaj in se boste k tej oddaji vrnili in prisluhnili. Še enkrat na koncu ponovim, če mi zaupate svoj rojstni datum spodaj v komentarjih, se potrudim v nekem doglednem času na kratko seveda razložiti, kaj vam prinaša kot sporočilo. Dobrodošlo je, da mi napišete, kje ga mogoče velikokrat vidite, a je to ura, a je to avto, ni pa nujno. In pa seveda, dragi moji, ne pozabite število življenjske poti in marsikaj drugega vas čaka na mojem YouTube kanalu, na moji spletni strani. Če pa je premalo, so vam pa seveda vedno na voljo tudi jaz. 30-minutno srečanje si lahko mogoče privoščite, zato da pogledamo, kaj vse se skriva v vaših številih. Če bo premalo, bomo pa podaljšali, ali pa kakšna pisna analiza, ki pa je dejansko z vami celo življenje, v katero lahko skozi pokukate, vedno znova za različne področje, za različne situacije, kaj pravzaprav števila govorijo o vas. No torej, dragi moji, kaj pravzaprav govori vaše število življenjske poti o vas?